Sojenje se končuje tudi za Matjaža Škorjanca. V predprazničnem času se poveča prodaja zabavne elektronike. V Svečini so tudi letos uprizorili žive jaslice. Pozdravljeni. Mariborski hekler Matjaž Škorjanc je bil danes na mariborskem okrožnem sodišču obsojen na 4 leta in 10 mesecev zaporne kazni. Gre za avtorja računalniškega programa, s katerim so si spletni kriminalci po vsem svetu pokorili skoraj 20 milijonov računalnikov. Njegovo nekdanje dekle Nuša Čoh, ki tožilstvo očita pranje denarja, pa je dobila 8 mesecev pogojne kazni. Oba se bosta na sodbo pritožila. Matjaž Škorjanc je med leti 2008 in 2011 pod vzdevkom Iserdo izdeloval in prodajal program za vdiranje v informacijske sisteme. Med glavnimi kupci je bila tudi španska kriminalna združba, ki je zakrivila vdore v računalnike po vsem svetu in uporabnike oškodovala za več 10 milijonov evrov. Škorjanc, ki ga je v 2-letni preiskavi sledil celo ameriški FBI, je s prodajo kode zaslužil približno 114 tisoč evrov. Poleg zaporne kazni mora plačati še 3 tisoč evrov denarne kazni. Ostal pa bo tudi brez stanovanja, avtomobila in računalniške opreme. Sodba je pripisana obtožnica. V tej farsi smo slišali samo lajanje, laganje, podtikanje, sprenevedanje in ko je bilo na vsakem koraku onemogočena obramba. Tožilca sta zadovoljna, da sta po skoraj 2 letih in več kot 50 sodnih obravnavah zbrala dovolj dokazov za obsodbo, a se bosta kljub temu pritožila. Menimo, da se je tekom dokaznega postopka pokazalo, da to terja višjo zaporno kazen, zato se bomo pritožili. Nuša Čoh, nekdanje Škorjančevo dekle, ki je za nakazovanje denarja posodila bančni račun, je dobila 8 mesecev pogojne kazni. Bila je 22 let stara, ni imela te zrelosti, bila je dejansko zaljubljena v tega svojega fanta takrat, zaslepljena z njegovo genialnostjo. Tukaj jaz ne vidim elementov pranja denarja. Julija lani sta bila v isti zadevi, ki je prvi odmevnejši primer pri nas, obsojena tudi Darko Goričanec in mentor Leniki. Oba sta okužila več tisoč računalnikov, prvi je bil obsojen na 18, drugi pa na 15 mesecev zapora. Kazen bosta odslužila z družbeno koristnim delom. Po 870 milijonski dokapitalizaciji, milijardnem prenosu slabih terjatev, vlaganju odškodninskih tožb in pohišnih preiskavah upravo Nove kreditne banke Maribor čaka še veliko trdega dela. O prihodnosti banke se bo sodelavka Ana Bučar v današnji oddaji Tele-M pogovarjala s predsednikom uprave Nove KBM Alešem Havcem. Oddaja bo na sporedu ob 20:05. Ljudje imajo mogoče malo prevelika pričakovanja, da zdaj vsi ti, ki so suspektno odgovorni oziroma osumljeni kaznivih dejanj, da bodo zdaj vsi kaznovani. Veste, to je v pravni državi, velja domneva, da dokler nisi pravnomočno obsojen, si nedolžen. In mi tudi tako gledamo na to situacijo. Mi smo svoje naredili, zdaj januarja, februarja še vložimo drugi in tudi zadnji svežen odškodninskih tožb. Pa se resnično želimo posvetiti prihodnosti poslovanja te banke. V času božično-novoletnih praznikov trgovci opažajo porast povpraševanja tudi po zabavni elektroniki. Potrošnike najbolj zanimajo predvsem tablični računalniki in pametni telefoni. Ob tem pa tržni inšpektorji opozarjajo na previdnost. Prenosne in tablične računalnike, pametne telefone, televizorje, interaktivne table najdemo na policah vseh bolje opremljenih trgovin za zabavno elektroniko. Večina je beleži porast povpraševanja že od jeseni, ki doseže vrhunec v času praznikov. Največ zanimanja zbujajo zadnji modeli in dodatna oprema. Dodatki so zelo popularni, to se pravi kakšni nosilci za tablične računalnike, zvočniki, pa kakšne drobne stvari. Najbolj frekventno odhajajo iz naših polic, kot so USB ključki, SD kartice. Čeprav so elektronske naprave zelo priljubljene, pa so za obdarovanje med prazniki očitno manj primerne. Zakaj pa ne? Da srečiš, ne vem, otroka svojega, sestro, brata, tudi starša po drugi strani, ne. Kaj vse veste, ne, z danes brez tehnologije ne moreš živeti, ne. Ponavadi si podarimo nekaj osebnega, ne. Nekaj, kar nekomu pomeni, kaj si nekdo želi, ta tehnologija pa je meni osebno brezvezna. Premladim, pač ne vem, 7-letnikom že podarjajo računalnike, telefone in to je čist brezveze. Sam ne vem, kakve obleke, ne vem, mogoče je tako, ker imel za dlje časa, ne. Pa kar nekaj pomeni, pač ta tehnologija, ne vem. Ne zdi se mi, no, pa preveč denarja.
Še posebej v času, ko pogosteje zahajamo v trgovine, velja dodatna previdnost, opozarjajo na tržni inšpekciji. Trgovec mora proizvodu poleg računa priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku in garancijski list. Dodatnih zavarovanj, ki podaljšujejo garancije, raje ne podpisujte. Pravice, ki jih imajo iz garancije, ki jih poznajo, med te sodi vsekakor, da mora servis popraviti proizvod v roku 45 dni. Če ga ne popravi, v tem primeru lahko potrošnik zahteva nov proizvod. Pri takšnem zavarovanju te pravice nima. Pozornost pa ni odveč niti pri nakupovanju prek spleta, ki je čedalje bolj priljubljeno. Največ uporabnikov nasede lažnim spletnim oglasnikom in trgovinam s ponaredki. Neverjetno nizke cene in popusti so znak za alarm. Na forumih se zelo hitro začnejo oglašati že ogoljufani kupci, tako da vedno preveriti vse možne informacije, kar jih lahko dobimo o tem trgovcu, tudi kontaktirati ga preko nekega obrazca oziroma nekega e-mail naslova in tudi biti pozorni, na kak način nam trgovec odpiše. Torej, če ta trgovec uporablja neke brezplačne naslove, kot so Hotmail ali pa Gmail, je to še en tak nek sumljiv znak. Še posebej skrbi dejstvo, da se je število spletnih goljufij v zadnjem času povečalo za 100%. Lani so jih denimo prijavili kar 440. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter občina Makole sta v okviru projekta oskrba s pitno vodo v porečju Drave podpisali pogodbo o sofinanciranju za izvedbo gradbenih del v višini dobre 4,5 milijone evrov. Od tega bo večji del sofinanciral s strani kohezijskega sklada Evropske unije. S projektom, v katerem bodo zagotavljali zanesljivo oskrbo s pitno vodo za približno 10 tisoč prebivalcev, naj bi končali v letu 2015. V občinah tako rešujejo problematiko neustreznih dotrajanih cevovodov in nadomeščajo vodne vire slabše kvalitete. Naša občina ima zelo slabe, nesigurne vodne vire iz Jelovca, iz Boča, kjer je bolj kraški svet in so zelo podvrženi onesnaževanju, pa tudi vplivom suš, to kar smo doživeli leto, dve nazaj. Tudi za občino Poljčane predstavlja ta povezava dodatno varnost pri oskrbi s pitno vodo v primeru elementarnih nesreč ali onesnaženja primarnega vodovodnega sistema. Tudi zaloge vode smo imeli zelo šibke, v končni fazi smo imeli zaloge vode za vsega skupaj 6 ur. Tako bodo zgradili nove zbiralnike. Projekt pa je pomemben tudi zato, ker se bodo znebili zloglasnih azbestnih vodovodnih cevi. Ob podpisu pogodbe pa je minister Židan priznal, da je črpanje evropskih sredstev zelo zapleteno. In kakor je pogosto v Sloveniji navada, smo ga zapletli pa še dodatno. Tako da so sami postopki izgradnje bistveno lažji, kakor postopki pridobiti sploh dovoljenje, da se gre v gradnjo, ali pridobiti denar in sofinanciranje od države oziroma od Evropske unije. Slovenija s tem zaključuje svoje prvo 7-letno obdobje črpanja evropskih kohezijskih sredstev. Po podatkih ministra naj bi iz tega naslova pridobili skoraj 550 milijonov evrov. Evropske ceste pa so prenatrpane tudi s požrešnimi in okolju neprijaznimi vozili. Da bi jih pregnali iz cest, so poslanci Evropskega parlamenta glasovali o novih predpisih za začetek uporabe okolju prijaznejših goriv. Zero emission, no noise. The Zen car was meant to be the car of a future where greenhouse gases would be banished. But achieving that scenario has been anything but Zen. Motorheads have shunned green machines, meaning alternative fuels only account for 10% of the market. The EU blames this on the lack of infrastructure. L'augmentation du nombre de clients est étroitement liée à l'augmentation du nombre de stations de recharge. Donc, à chaque fois, on remarque que dès qu'on implante une nouvelle station, le nombre de clients augmente très très fortement. Under new rules voted on by MEPs, EU countries would have to set up a minimum number of recharging points and standardise plug points for electric vehicles, amongst other measures. But going green comes at a cost, which the Commission estimates to be around 10 billion euros. That the main difficulty is and will be with the member states about the financial burden connected to this directive, because it's not so clear who is going to pay for the development of these kind of infrastructures. The suggestion of taxpayers footing the bill left the Greens cold. This doesn't work. This is the same as usual, and the other political parties here have supported it, and I think that's a bad move. I think it's bad for Europe, it's bad for air quality, it's bad for climate change. Now the report will be discussed with national governments, but some want to pull the plug. It's the classical fault a lot of colleagues make here in Brussels. They want to regulate it very much. It's far too complicated now.
I will be one of the negotiators. There will be very difficult negotiations. With such tough talk, negotiators might be wise to take a leaf from the Book of Zen if they want a deal before election time in May. Predsednik države Borut Pahor je ob današnjem obisku restauracije v Ljubljani, kjer nudijo brezplačne tople obroke ljudem v stiski, povedal, da so Slovenci s krizo dobili notranji občutek dobrote. Pred 23 leti pa smo dobili tudi samostojno državo. Več v nadaljevanju. Danes mineva 23 let, odkar smo se Slovenci na plebiscitu odločili za samostojno državo. Glasovanja se je udeležilo dobrih 93% volivcev, od katerih jih je 95% glasovalo za osamosvojitev. Hkrati mineva 22 let od dneva, ko je takratna slovenska skupščina, predhodnica današnjega državnega zbora, razglasila slovensko ustavo, s katero se je Slovenija osamosvojila tudi v pravnem smislu. Dan ustavnosti je v četrtek slavnostno sejo obeležilo tudi Ustavno sodišče. Ker so nekdanji delavci Primorja pričakovali vsaj del poplačil svojih terjatev do konca leta, vendar jih doslej še niso dobili, so danes pripravili protestni shod pred upravno stavbo družbe v Ajdovščini. Stečajni upravitelj Rudolf Hramec je sicer obljubil 15% poplačilo terjatev zaradi prihodkov iz prodaje premičnin. Stečajni upravitelj je namreč zbral okoli 3,7 milijona evrov, ki jih namenja za poplačilo prednostnih terjatev, kar naj bi predvidoma izvedli januarja prihodnje leto. Okrožno sodišče v Ljubljani je suspendiranega celjskega sodnika Milka Škoberneta spoznalo za krivega zlorabe položaja in prejemanja podkupnine. Dosodilo mu je 5 let in 6 mesecev zapora in 19.622 evrov stranske denarne kazni. Vrniti mora tudi podkupnino. Škoberneta na razglasitev današnje sodbe, ki še ni pravnomočna, sicer ni bilo. Zadnja letošnja sprememba cen naftnih derivatov prinaša nekaj nižje cene. Liter najbolj prodajanega pogonskega goriva se bo ob polnoči pocenil za nekaj več kot 1 cent, kurilno olje pa bo cenejše za skoraj 2 centa. Cene naftnih derivatov leto 2013 končujejo na nekaj nižjih ravneh, kot so ga začele. Liter 95-oktanskega bencina je bil namreč 1. januarja za dobrih 5 centov dražji, kot bo ob prehodu v leto 2014. Pri kulturi smo. V hiši arhitekture Maribor se za to leto poslavljajo z razstavo arhitekturnih projektov, ki so nastali v biroju Koloni arhitekti. Razstava nosi naslov Navkljub vsemu. Brata Koloni, Marko in Aleš, sta v svojem delovanju in življenju razpeta med Ljubljano in Slovenijo nasploh, pa tudi med Dunajem in preostalim svetom. Tržaški Slovenec, ki sem živel v Sloveniji, pa pol v Kaliforniji, pa Berlinu, Kelnu, Dunaju, se pravi nekako stalno na poti, kjer se pač tudi neke ideje, neki pogledi, križanje izkušenj, civilizacij, tudi nekako bogati našo arhitekturo. Na razstavi skušata v retrospektivi strniti realizirane pa tudi nerealizirane arhitekturne projekte nastale v Avstriji in v Sloveniji. Bi jaz mogoče zbral stanovanjsko naselje Brezovica. V bistvu se je tukaj šlo za nek redek primer nekega naselja stanovanjskih hiš, ki so bile zgrajene v bistvu, kjer se je skušalo vzpostaviti nek, čeprav primestni, ampak nek kvaliteten urban prostor. Poklic arhitekta ni linearen in podoben delu oziroma proizvodni za tekočim trakom. Vsak projekt je namreč unikaten. Tako naš sogovornik, ki nadalje smatra pogled na lastne pretekle projekte kot zelo pomemben del arhitektovega ustvarjanja. Vsak arhitekt si želi oziroma mu je najpomembnejši naslednji projekt, se pravi tisti, ki ga trenutno dela ali ki ga bo šele začel delati. Mogoče še nekaj let nazaj je bila Slovenija kot nek raj za mlajše arhitekte, za generacijo arhitektov mojih letnikov ali še mlajših. In tudi zato je Trozdem, navkljub vsemu, vzklik avstro-ogrskega arhitekta Losa, ki si ga za svoj naslov sposoja razstava bratov Koloni, nazoren. Arhitekt se mora danes boriti za svoj obstoj in velikokrat tudi kljubovati času, prostoru in situaciji. Še šport.
V Mariboru se je včeraj končal dvodnevni mednarodni plavalni miting. Slovenski tekmovalci so lovili norme za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto. Martin Bau je na domačem mitingu v Mariboru dobil nov zagon. Danes je dobro nastopil že na 400 metrov prosto, na enkrat daljši razdalji pa potrdil svojo udeležbo v Berlinu prihodnje leto. Bile sta daljši disciplini kot včeraj. Drugi del dirke me v obeh disciplinah pobralo malo, nisem mogel več držati istega ritma kot Mađari, ki so me prehiteli. Z zadnjimi nastopi je zadovoljen tudi Robert Žbogar. Po hitrem začetku na 200 metrov delfin je sicer proti koncu popustil, do norme mu je zmanjkalo 35 stotink. Mogoče nisem pričakoval tako dobrih rezultatov, ampak potiham se bo še vse upal, da bom normo odglavil. Tjaša Vozel se je trudila za normo na 100 metrov prsno, danes neuspešno. Te norme ne jemljem kakor nekaj takega zelo težkega, ker so moja pričakovanja veliko večja, tako da upam, da čim prej to odplavam. V seštevku 3 finalnih nastopov dvodnevne mariborske tekme sta bila najboljša Mađar Daniel Dudaš in Špela Perše. Pri mednarodnih novicah smo. Najprej poglejmo v Južnoafriško republiko, kjer je prišlo do nesreče britanskega letala. Letalo britanske letalske družbe British Airways z 202 potnikoma na krovu je pri vzletanju v nedeljo zvečer s krilom na mednarodnem letališču Tombo v Johannesburgu zadelo v poslovno stavbo. Lažje ranjeni so bili 4 ljudje v poslopju, na letalu pa ni bilo poškodovanih. Rusija je v Sirijo z letali poslala 75 vozil in drugo opremo, s čimer bo sodelovala v mednarodni operaciji odstranjevanja in uničenja sirskega kemičnega orožja. Po navedbah Mednarodne organizacije za prepoved kemičnega orožja bodo z ruskimi tovornjaki odpeljali sirsko kemično orožje iz države. Poleg tega naj bi Moskva prispevala tudi plovila in mornarje, ki bodo varovali operacijo natovarjanja tovora v Latakiji v sirskih ozemeljskih vodah. Snežno neurje z žledom je dobesedno ohromilo vzhodni del Kanade in tudi del Združenih držav Amerike okoli velikih jezer. Promet je praktično obstal, na tisoče ljudi je ostalo brez elektrike. Doslej so v Kanadi našteli tudi 5 smrtnih žrtev neurja, predvsem zaradi prometnih nesreč. Na drugi strani pa se mesto New York samo nekaj kilometrov južneje sooča s pravim pomladanskim valom in nenavadno visokimi temperaturami za ta letni čas. V newyorškem centralnem parku so izmerili kar 21 stopinj Celzija. Japonski cesar Akihito je danes napolnil 80 let. Pred cesarsko palačo se je zbralo več tisoč ljudi, ki so želeli čestitati cesarju za njegov visoki jubilej. Cesar pa se je zahvalil predvsem svoji ženi, cesarici Michiko, ki mu stoji ob strani ob osamljenem vodenju najstarejšega cesarstva na svetu. Ob koncu pa poglejmo še v kamnolom Pruh v Svečini, kjer so bile sinoči zadnjič letos na ogled žive jaslice. Na meji z Avstrijo so biblijsko zgodbo v zadnjem adventnem tednu uprizorili 3-krat. Žive jaslice si je ogledalo več kot 1000 ljudi, tudi iz severne sosede. Zgodba o rojstvu Jezusa v opuščenem svečinskem kamnolomu je zasnovana kot preplet igre ljudi in svetlobnih efektov. Ti so projicirani med skale, kar poleg kostumov in primerne glasbe omogoča sodobno, a prepričljivo vizualno doživetje. Animacija kot tak spremlja cel čas Marijo in Jožefa. Prikazal se bo angel, angel Gabriel. Prikazana bo tudi njuna pot, kako sta iskala prenočišče. Sem mogla preposlušati glasbo in potem tudi vsak korak natančno naštudirati. Fajn mi je, zato ker je takšna lušna okolica v naravi in mi res zelo dosti pomeni, da sem lahko Jožef. Vsi prizori Marijine in Jožefove stiske ob iskanju prenočišča, rojstvo Jezusa v betlehemskem hlevu in obisk svetih 3 kraljev so prikazani brez govora. Kdorkoli gleda to predstavo, vsak ima popolnoma jasno sliko, kaj se dogaja. Se pravi, z nič besedami in z drugimi efekti omogočimo vsem ljudem, da razumejo, kaj se zgodi. Ja, je v redu, da nekaj naredimo za kraj, da pride obiskovalci, tako da sem vesel, da sem lahko en izmed kraljev. Pomeni mi neko zadovoljstvo, da v tem prazničnem času lahko tudi sam pripomorem nekaj k temu vzdušju. Pri pripravi predstave je več tednov sodelovalo 25 ljudi. Žive jaslice med skalami pa bodo toplino in spokojnost spet prinašale čez 1 leto.
In kakšno vreme lahko pričakujemo jutri? V zahodni polovici države bo oblačno z občasnim rahlim dežjem, drugod bo delno jasno. Krepil se bo jugozahodni veter. V sredo bo oblačno, padavine se bodo na zahodu krepile in se širile tudi nad osrednje kraje. Do četrtka zjutraj bodo padavine zajele vso državo. Meja sneženja se bo popoldne v severni Sloveniji spustila pod 1000 metrov nad morjem. Spoštovani, to je bil današnji dnevnik. Ob 20:05 pa torej vabljeni k ogledu oddaje Tele-M o prihodnosti nove kreditne banke Maribor. 5 minut pred 22 pa bo na sporedu oddaja Zdravstveni nasvet. Osrednja tema bo gripa. Vabljeni v našo družbo in nasvidenje.